Odločili so se torej internacionalizirati ta problem in s tem problemom seznaniti evropske inštitucije in seveda s tem tudi začeti postopek neke revizije zakonitosti, gospodarnosti, koriščenja kohezijskih sredstev za te projekte v državi. Zadeva torej presega okvirje, začenja presegati okvirje te države in lahko nastane posledično tudi škoda, tako v finančnem smislu, kot seveda tudi škoda glede ugleda Slovenije, ki je bila vedno, zlasti pa po mandatu prejšnje vlade, znana po učinkovitem, hitrem in doslednem črpanju evropskih sredstev ob doslednem spoštovanju pravil. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo se odločili podpreti podizvajalce pri njihovih prizadevanjih in jim seveda tudi v skladu z našimi močmi pomagati, da dobijo plačilo za pošteno opravljeno delo. Podizvajalci so svoje delo opravili in država je, oziroma DARS, državna firma DARS je ta dela glavnemu izvajalcu tudi plačala. Glavni izvajalec ni poplačal podizvajalce, ima pa naročnik, to je DARS, bančno garancijo za tudi zavarovanje rizikov nepoplačil podizvajalcev. Naj vas spomnim, da je vlada v prejšnjem mandatu, vlada pod vodstvom Janeza Janše sprejela zakonske ureditve, ki omogočajo direktno poplačilo podizvajalcev v primeru, da glavni izvajalec ne želi plačati. Namreč ta problem je bil že takrat izpostavljen in takrat smo pristopili k rešitvi tega problema in smo ga tudi rešili. Tudi podzakonski akti, ki so bili sprejeti na tej podlagi, omogočajo poplačilo podizvajalcev. Sedaj DARS, kljub prizadevanjem, tudi Komisija za nadzor javnih financ, ki jo vodim, kljub pozivom parlamenta ne stori tega, kar bi bilo edino zakonito, torej, da poplača podizvajalce. Poplača tiste, ki so pošteno opravili svoje delo in katerih usoda je tudi odvisna od spoštovanja te pravne norme. Gre po naši oceni za izjemno brezbrižnost in nezakonito ravnanje uprave DARS-a in tudi drugih organov DARS-a, ki se skriva za enim argumentom, češ da bi bilo poplačilo, da ni nujno, da je poplačilo edino, kar jim preostane za narediti. Torej, namesto da bi se postavili v pozicijo, ali lahko pomagamo podizvajalcem, se postavljajo v pozicijo, ali smo jim dolžni pomagati. In to je po moji oceni vir vseh problemov. Namreč namesto, da bi uprava in drugi organi DARS-a pozitivno pristopili k reševanju tega problema, iščejo razloge, zakaj ta problem ne bi rešili. Pri tem jim je pa malo mar usoda seveda malih in srednje velikih podjetij, ki so že tako ali tako soočeni z nemogočim poslovnim okoljem, kreditnim krčem, pomanjkanjem investicij v tej državi. In še dodatno seveda so tepeni za tisto, kar so že naredili. Po mnenju Slovenske demokratske, oziroma poslanske skupine Slovenske demokratske stranke smo se znašli v nemogoči situaciji, zato pozivamo še enkrat vlado, da v tem času, ki ga ima do naslednjega tedna, stori vse, da ne pride do prijave in zahtevka za revizijo vseh postopkov pred inštitucijami Evropske unije in da reši problem poplačila podizvajalcev. Tukaj pritrjujemo tudi podizvajalcem, da je moč ta problem rešiti tako, da se na podlagi ekspertne skupine, ki je strokovna in ekspeditivna, preverijo vsi posamični primeri, teh ni toliko, gre za vsoto 9 milijonov evrov, in da se torej ta problem na tak način strokovno reši. Mora biti tudi odgovor, zakaj razumemo podizvajalce, da ne želijo sodelovati v nekem arbitražnem postopku. Vsi vemo, kaj arbitraža pomeni, da arbitraža pomeni to, da se dva vnaprej strinjata, da bo tretji podal dokončno odločitev in da ni več možnih potem pravnih sredstev. Podizvajalci se seveda uporabi pravnih sredstev
lahko tudi na račun pristranske odločitve arbitraže ne želijo povedati. To je ključen razlog, zakaj pravzaprav je jasno, da bi si z možnostjo arbitraže zaprli tudi vse druge legalne poti reševanja tega problema. Torej, spoštovani, prepričani smo, da je ravnanje uprave Darsa v tem mandatu izredno neustrezno, negospodarno in po moje tudi nezakonito. Nezakonitost je zlasti občutna v tem primeru poplačila podizvajalcev. Mi smo kot Komisija za nadzor javnih financ že pozvali odgovorne tudi na AUKN po razrešitvi uprave Darsa. To se ni zgodilo. Neverjetno je tudi to, kako lahkotno se sklepajo zavarovalne police za odgovornost te uprave pri zavarovalnicah na račun Darsa oziroma države oziroma davkoplačevalcev. Jaz bi še razumel, da se krijejo iz sredstev Darsa samo delež škode, ki presega osebno premoženje ljudi, ki so tam zaposleni in odgovorni. Torej, če bi bila škoda večja, ki so jo povzročili, kot pa je premoženje, osebno premoženje tistega konkretnega, ki je to škodo povzročil, potem v redu, potem ok. Nosi razliko tudi družba, ampak v primeru, da se pa sploh ne bo pristopilo k uporabi osebnega premoženja kot kompenzacije ali pa kot povračila za škodo, ki bi jo tak človek svojim odločitvam povzročil, se mi pa zdi nedopustno. In zato seveda upamo, da se bodo s temi problemi, ki ste jih mediji tudi obelodanili, poigrali oziroma resno ukvarjali inštitucije pregona, tudi pregona zoper kazniva dejanja, in seveda pozivamo hkrati tudi v poslanski skupini, da se ta problem prioritetno, kako tudi dosledno obravnava, tudi v smislu ugotavljanja kazenske odgovornosti. Pravzaprav je nezaslišano, da je zaradi nereševanja tega problema še vedno kar nekaj avtocest brez ustreznih uporabnih dovoljenj, še posebej, ko govorimo o pomorskem kraku avtoceste, tako imenovani asfaltirani njivi, da smo za ta krak avtoceste prejeli že povračilo, ali pa v glavnem vsa povračila iz kohezijskega sklada, da pa še nimamo ustreznih dovoljenj, prav zaradi tega, ker seveda se ne pristopi k reševanju tega vprašanja. In ko sem nekoliko analiziral argumente Darsa, češ, da ne more dvakrat plačati, jih pravzaprav ne razumem in ne vzdržijo resne presoje. Dars je pravzaprav ta dela plačal samo enkrat in jih je že plačal, medtem ko tisti, kateri so dela opravljali, niso prejeli plačila. In zato lahko preko vnovčitve bančne garancije in možnosti načina vnovčitve bančne garancije, ki ni nujno, da gre denarni tok nazaj na Dars in še potem enkrat k podizvajalcem, torej lahko gre direktno podizvajalcem, ne vidim argumentov za te navedbe uprave Darsa. Zato seveda menimo v Slovenski demokratski stranki oziroma v poslanski skupini, da je ta problem lahko tudi vzorčen primer reševanja problemov tako imenovane plačilne nediscipline. Plačilna nedisciplina je rak rana zlasti malih in srednje velikih podjetij danes in država je tu kot neke vrste promotor te plačilne nediscipline. Plačilna nedisciplina in obnašanje države ni takšno samo v primeru gradnje avtocestnega križa, tudi drugi državni projekti so v podobni situaciji. Tu imamo zraven poslopje Opere, pa še kakšen podoben objekt, ki so ga gradili propadli gradbinci, podizvajalci pa ostali nepoplačani, bi se našel v tej državi kot dokaz, da je očitno vsem najmanj mar najbolj ranljive skupine gospodarstva, kamor sodijo mala in srednja velika podjetja. Zato jim seveda v poslanski skupini napovedujemo podporo
in seveda bomo storili vse, kar je v naši moči, da se te problemi nemudoma rešijo.